Želimo dobro jutro. Dobro jutro gostoma v tem studiu. Po dolgem času spet zelo veseli smo, da vaju gostimo doktorica Kalohova. Pozdravljeni. Dobro jutro. In Marko. Dobro jutro. Vsake toliko časa moramo malo preveriti. Vse vemo, Maribor je mesto, kjer delajo druge na Japonskem, ampak delamo najboljše ščetke za zobe, pika. Ampak vse te stvari imajo neko svojo naravno genezo in razvoj. Ampak preden gremo tako daleč, oziroma v samo sceno, imam jaz eno vprašanje za gospod doktorico, če dovoliš, Marko. Seveda. Kak je zdaj, ker se nekaj časa nisva videla, kak je z krotenjem progresivnega podjetnika iz Nove vasi? Se je že malo ustalil, se že leta poznajo, da so že na vrhu krivulje. Ja, se mi pa zdi, da energije ne manjka, ne? In tudi planov ne. Seveda ne, se pa lepo skrbimo za njega, ne? Ja. Nimaš kaj reči. Redko, zdaj sem speechless, ampak zdaj sem. Digitalno zobozdravstvo VBO premium zobne ščetke in pa Dentitex ščetke premium kvaliteta po najdostopnejši ceni v trgovinah Hofer. Tu smo nekako se ustavili. In kje smo zdaj, kam gre celi plan naprej? Okay. Marko. Ja, pravzaprav zelo pomembna stvar. Uspeli smo razviti še 2 trdoti, namreč štartali smo s premium ščetkami samo soft ščetinami, zaradi tega, ker se nekako ustalila ideja, da ščetka mora biti mehka, ker ob tem, da morajo čistiti zobe, ne sme poškodovati lesni. Ja. Je pa tako, da bo potem to sicer Vesna še boljše razložila, kdo ima privilegij, da lahko izbira med trdotami, kdo tega privilegija nima, in tisti, ki ta privilegij imajo, se pravi, da imajo primerno lesne in zdrave zobe, so nas zelo povpraševali, zakaj so samo mehke. Pogrešali so torej tudi srednjo, medium trdoto in pa hard, se pravi trše ščetine, in zdaj smo na njihovo željo to tudi naredili. Tako smo zelo veseli, da zdaj že od predvčerajšnjim na vseh policah Hoferjih trgovin lahko dobite tako soft, medium in hard, in odzivi so v teh 48 urah preprosto odlični. Ja pa bravo, odlično. En aplauz. Absolutno se to zasluži. Ker veš, ne, da ni samo, veš, se imamo najboljšo ščetko, samo ni pa neke izbire, razen barve in oblika in vse ostalo, to je seveda izjemno. Koliko imamo zdaj barv že? Smo že na 36, ne? Vseh otenkih. Jaz sem včeraj obrnil, ker na 2 meseca menjavamo, tako smo se naučili. Imam zdaj temno modro. Aha, jaz sem pri rdeči. To je v redu. Ja, jaz sem pa pri taki seksi metalik prozorni. Ampak, gospod doktorica, zdaj pa čiza res, različne trdote, ampak moramo povedati, da vsakemu pač ne paše vsaka. Ne? Kje je tu zgodba oziroma kaj moramo vedeti? To je tak, se mi zdi, da kar koristno. Ja, zelo pomembno je poudariti, pa smo to že večkrat, da pač ščetka ne sme, poleg tega, da očisti, ne sme poškodovati zob in dlesni. Tu je pomembno, ne? Ker v osnovi delimo dlesni na tanek tip, pa na debel tip. Tanek je redkejši. Ne samo dlesni, ampak... Dobro. Evidentno, ne, ko pogledamo, jaz sem o lampu govoril. Tako vsem naravi, ja. Res je. Okay. No, mogoče ne o lampu, samo sem se potegnil. Torej, bistveno redkejši je tanek tip. To je za razliko od kje druge, ko si omenil, ne? Ja. Tukaj je redko, da je tanek, ampak tisti si ne smejo privoščiti pretrde ščetke. To je pomembno. Torej, če imaš tanek tip, to pomeni, da se dlesni zelo hitro začne umikati, da je občutljiva, in enako tudi sklenina, torej tudi zobovina, sam zob, če so kakšne pridružene bolezni, recimo refluks, da se ti kislina spahuje ali pa da imaš bolj mehko sklenino, spet ni priporočljivo, da je premočna ščetka. Torej, v tem primeru vsekakor svetujemo, da ostane uporabnik na soft. Ja, ok, ampak dejstvo pa je, da je manj ljudi, ki imajo, če sem prav zdaj. To je redko, to je tisti, ko pač imajo težave. Se ti po enem tednu ugotoviš, da ti ne ustreza, torej da zobje postanejo občutljivi, pa tudi sicer poznaš svojo dlesno. Potem pa je pomembno,
druga stvar, je pa kako so zobje postavljeni. Ne? Aha, ok. To pa je stvar ortodontije ali pa naravne postavitve. Če en zob bolj ven postavljen, je pač ta manj kosti, manj dlesni, se spet umika, ga treba čuvati. Ali pa če so zelo na robu kosti vsi postavljeni, ko imajo večje zobe. Spet je treba biti nežen, uporabimo raje software. Okay. Kaj pa če recimo, ko si peremo, pa včasih malo dlesen zakrvavi, kaj to pomeni? To pa je znak nekega pridruženega vnetja dlesni, ki ni dobro in ga je treba odpraviti. Zdaj, prvi razlog za higieno, za krvavitev dlesni je zagotovo, da je to mogoče mesto, kjer obloge bolj ostajajo, pa nisi pozoren, zato moš v 3-4 dneh lahko to rešiš, če gre za mehko oblogo in urediš. Če pa gre za trde obloge, je pa to stvar ustnega higienika, da uredi. Tako da če po enem tednu natančnega umivanja še vedno krvavi, je fajn, da se pač oglasi. Okay. In to nima veze, da sem zbral napačno trdoto ščetke, načeloma? Ne, to nima nobene veze s tem? Mislim, lahko je pretrdo umivanje zob in pretrda ščetka tudi, ampak v zelo redkih. To bi bila že mehanska poškodba. Okay. Ja. Običajno pa do krvavite pride, ker je vnetje. To je znak vnetja dlesni. Okay. Tako da ne smeš nič delati jezen, še najmanj si zobe jezen pratno. Ja, to pa zagotovo, da dolgi rok škodljivo. Ampak vrhunsko, da je zdaj Dentitex, še enkrat moramo povedati, in to smo tolikokrat ponosni, da se te stvari tako razvijajo tu v našem mestu in da gre to širše po vsej Sloveniji. Upam, da kmalu tudi še preko naših meja, da je zdaj Dentitex ščetka, torej premium kvaliteta po dostopni ceni v Hoferju v 3 različnih trdotah. To pa prepoznamo tako, da ko pogledamo embalažo, Kako? Piše gor. Jaz lahko to pokažem kam? Ja, seveda. Ja, torej, najlažje se vidi kam. Aha, v kamero. Ne, Toto, pardon. Toto ni prava. Okay. Vidi se zgore, imamo soft, medium in hard, torej na vrhu embalaže, se vidi pa potem tudi na ročaju, ko se odpre, je napisano Dentitex hard ali pa Dentitex. Se še po čem drugem razlikujejo zdaj te nove? Ne, zgolj pri ščetinah smo naredili res različne trdote. Ampak pri ščetinah te so še naprej črnim kremen in narejeno na Japonskem. Vse ostaja enako. Ravno včeraj smo imeli klic z vodjo proizvodnje na Japonskem in smo ful veseli, ker je, se pravi, črnega kremena, kjer se proizvaja na otoku Hokkaido, smo zdaj podpisali še... Ste vse porabili? Ne, ker to govorim, da Bog ne daje, oni so pripravljeni, ker ko si prej omenil vstop na tuje trge, seveda smo tik pred tem, da bo Dentitexova ščetka na policah na koncu dneva na vseh kontinentih. Že na koncu dneva? Tako, ne pomeni to. Vrhunsko. Je pa res, da je to dosti odvisno od jegra, ker on je za tisti človek, ki mora rešiti, tako da pa brez pritiska. Ja. Računamo. Dobro, jaz bom šel, pa bom kupil. Ne veš, kaj me pa res zanima, ker se te naše ščetke v bistvu delajo jih na Japonskem, pa me zanima, kaj pa Japonci pravijo, kaj si Japonci tudi perejo zobe, kjer je probal premijo? Ne, oni še niso tam, oni si v bistvu ne perejo zobe. Ne rabijo, alge jejo pa surovo ribo. Absolutno jih uporabljajo, je pa tak, vsi vemo, da je penetriranje na nek trg, sploh če je tako velik in če je tako nasičen kot japonski, je strošek uspeha na takšnem trgu vsaj krat 100 od tega, kot je pri nas. Tako da uporabljajo ga tile v krogu ljudi, ki z nami sodelujejo. To mislim, tako ti absolutno vsi. Ja, to smisla. Pač, ne zdaj, da vsi Japonci, ampak da ti ne, da je Japonec probo, pa je rekel, haj! Tako pa Japonec reče. Pa naredi špago, debeli pa pride, pa te vrže. Danes govorimo seveda o tem novem uspehu podjetja digitalnega zobozdravstva VBO. Marko in Vesna sta še v našem studiu. Nadaljujemo takoj potem. 5 minut, še vedno z nami v tem studiu doktorica Kaloh in Marko izpod digitalnega zobozdravstva VBO. Dobro jutro še enkrat. Morate vedeti za vse, ki morda vse 3, ki še ne poznate te zgodbe, to je tako, imeli smo izjemno ortodontijo, pa smo pomagali, pa smo bili progresivni z Invisalign zobnimi aparati, pa se pač 2 iz Maribora odločita, da greta na Japonsko in rečeta, te najboljše ščetine želimo imeti na
naši ščetki, ki mora tako izgledati, ker je doktorica ortodontije tako rekla in bomo to iz Maribora potem lansirali širše. To je ta kratka zgodba, ne? Ja, to si kar dobro povzel, ja. Strinjam. Okay. Zdaj me pa zanima ena stvar, ker zdaj vemo, da je premium kvaliteta po najdostopnejših cenah v obliki ščetke Dentitex, ki je VBO in nimaš kaj in ne zaostaja po ničemer na voljo v Hoferju. Ampak mislim, da še nismo vprašali, Marko, zakaj Hofer ravno? Ker vemo, da je ogromno enih verig tam zunaj. Drži, v prvi vrsti, ko smo štartali s ščetkami, a ne, premium zobnimi ščetkami VBO, smo dobivali ogromno navdušenih komentarjev strani uporabnikov, vlasta pa dva minusa, ki so zelo radi izpostavili. En je pač bil, da so zgolj 3 barve na voljo, tako na drugem mestu pa je bila previsoka cena. Ščetka namreč stane 9,90 €. Zdaj vemo, v zadnjem obdobju smo pričali res norim podražitvam na vseh nivojih in nama zvestno, kot človekom ali pa podjetnikom s socialnim čutom, se nam je zdelo izjemno prav, da bi produkt, ki je dokazano izjemen, kvaliteten, pomaga ljudem, se nam je zdelo prav, da poiščeva način, kako bi lahko ponudila ceno, da bi bila dostopna tudi ostalim. Se pravi, ni se nam je zdelo prav, da se z najnim produktom dela še dodatna segmentacija na trgu. Živimo namreč v okolju, ne samo v Mariboru, ampak tudi širše, kjer ni najenostavnejše in potem sva skupnimi močmi in socialnim kapitalom, ki ga imava, poiskala rešitev, ki se preprosto reče Hofer. Vsi vemo, da so tam cene izjemne, imenujejo se Hofer cene in z njihovo pomočjo, z večjim naročilom, seveda v proizvodnji je vedno vse povezano s količinami, a ne, smo lahko dosegli to, da smo ohranili enako kvaliteto, se pravi ščetine, kot si prej povedal, imajo enako črni kremen, ročaj enako ali pa zelo podobno kvaliteten, glava, oblika enaka, rezultat zagotovo enak, ampak po res tretjini cene. Na to smo izjemno ponosni, se mi zdi prav, da je feedback strani ljudi res odličen in ni lepše, kot pa če lahko pomagaš, ni samo v tem, da služiš, ampak predvsem, da delaš ljudi bolj srečne in zadovoljne. Ja, ker ti dejansko za manj kot, dajmo si v perspektivo, za manj kot 20 € imaš vrhunsko zobno ščetko za celo leto. Ja. Točno drži popolnoma in to je bila ideja, kar je noro. To je noro, ja. Se to samo v Mariboru možno. Mislim, da ta ideja pride z Maribora, ne narobe razumeti, to je v vseh Hoferjih po celi Sloveniji, ne tudi v Ajdovščini ali pa na Kozini, če je, recimo. Na Kozini. Pa kjerkoli. Pa v Lovrencu, pač ko bo Hofer. V Lovrencu ni, pa v Rušah. V Rušah pa ga imamo. Je, preverjeno. Super. Ja, jaz tudi v Framu vedno pogledam in tako grem mimo in ker grem pač praktično vsak dan, dejansko. Ja, ko grem iz službe, se mimo peljem in grem v Hofer in pol grem tam mimo, veš, te police, ko vidim, ker nekaj manj kot včeraj je v redu, dobro delamo. Ti si se zdaj kar zraven priključil, ne? Dobro delamo. To je naša zgodba, z Maribora je. Ja, drži. Zdaj se je polica tudi razširila, ne? To je super videti, zdaj je že v 5 do 6 boksov širino, kar je super, no. Ja, ker od začetka si moral dobro, se jaz verjamem, da je ta koncept, da je to tako malo po malo iskanje zaklada, ne, da ti pač iščeš v tem Hoferu in da najdeš svoje čar, ne? Rejice sam nagradiš. Yes! Samo, veš, ne, je bilo res tako, da si mogel tudi Dentitex. Drži. Malo si moral, ne, je bil kar zakladek, ki si ga moral iskati, ampak zdaj pa torej več. Ja, in torej po novem od predvčerajšnjim. Drži. Ja, v 3 izvedbah, torej soft, medium in hard. In kot je že danes razložila doktorica, če ste morda zamudili, seveda celoten intervju bomo kmalu objavili tudi v naši audio špajzi, si lahko tudi to strokovno razlago, katero ščetko in zakaj pogledate še enkrat, temu prisluhnete, ker je pomembno to vedeti. Ampak jaz bi pa res rad, veš, da bi čim več ljudi našlo svojo trdoto. Ja. Ko govorimo o zobnih ščetkah, pač ne, kak trdo imaš rad, oziroma rada, ne, oziroma kak trdo ti paše in kar je še teh izvedenk. Ampak ja, čisto res, ker je pomembno, ne, da poznaš, da si pravo trdoto, da veš, kaj ti paše. Veš, kaj ti čem reči. Ne, ampak čisto res, kaj bi lahko mi tu... Prav ne morem. Ja, lahko mi dva zvestno, pa kako smo mi dva ugotovili. Ok, kak ste... Ja, ne, kaj res me jutranje ura. Maribor pač. Maribor, ja, in bomo to drugič, če še, tisto več ne obstaja, kaj vroča še petanje. Ja, pa lahko naredimo.
Samo zvečer. Ja, bolj po noči. Zdaj pa čisto resno o ščetkah. Se pravi, če je ideja, da bi vsak preverjal, kaj pa če mi naredimo spet eno foro? Okay. Jaz sem vedno za fore, tako da. Jaz živim za fore. Middle name je fora. Okay. Kaj če pa res tako naredimo, da pozovemo ljudi, če se strinjate, ja, okay, da gredo v svoj najbližji hofer, kupijo vse 3 trdote, probajo, kira jim najbolj paše. Ja. Ni pa jih zato tiste, ki bodo recimo kupili vse 3. Ja. Pa če to fotka potem na računu, ja. Boste mogoče vi polažje razmišljali, kak bi bila mehanika, mi pa tistemu, ki ga potem išrebamo, plačamo cel nakup, ki ga je takrat naredil sočasno ščetko. Čakaj samo malo. Torej greš z vozom v hofer, nabašeš poln voziček, lahko tudi 2, vzameš 3 ščetke, pošleš račun in dobiš cel znesek. Ja, nazaj. Tako. Samo na računu. Lahko te tokrat mi tudi so. Ne moramo, žal ne moramo. Pa na računu mora biti 3 ščetke. Ja, Gor pa tako je, zdaj mogoče Ana je predlagala 2 voza, jaz bi raje bil, da manj v korpo takrat mečete. Kaj smo rekli? Poti nazaj več ni. Te pa na polno. Kaj smo rekli? Se pravi, tudi če bo v vozičku za 300 €. Ja, tudi če bo v vozičku za 300 €. Imam toliko, bačete? Ker vidim, da si tiho. Žreb se je malo nastavil, ne? Nič ne bo se nastavil. Kaj da bo vsi po 300 ali kaj? Ne. Se ne vsak toliko kupi, ne? Torej, si za? Ok. Dobra taktika, ne? Da kar v etru, ko težko ne reče šefica. Se vem, vse razume, jaz te razumem. Nočem tvega, to zvijanje roke, veš pa. Vrhunsko. Ja, nič te pa bomo tako naredili, mi vam bomo pomagali, da najdete svojo trdoto, ker je seveda pomembna, in vam častili nakup. Vsi detajli v nadaljevanju, ampak jaz sem zelo vesel vedno, ko pridete, ker je pol vedno ena taka norija. Vedno, ko vidno pridete, je Božič. Na nek način. Tako da ne, ampak čisto res smo izjemno veseli, da se zgodba tako razvija kot se. Verjamemo, da je ne bo meja, pa čeprav do te meje še danes ne bomo prišli na koncu dneva, ne, ampak verjamem pa, da kmalu. Ja se bom ne dvomi. Ne bomo od njega. Kaj bomo. Hvala vama in veliko uspeha. Najlepša hvala vam za vse skupaj.